Na ščitnico vpliva tudi prehrano. Jutri se začne šola. Tudi midva še nimava vsega za našo šolarko in zato je normalno, da sva pod stresom. In zdaj že veste, da stres vpliva na ščitnico. No, kateri pa so simptomi slabšega delovanja ščitnice, kaj pomerimo v laboratoriju in a se da na ščitnico sploh vplivati s hrano? Dajmo pogledati. Živjo in dobrodošli nazaj na kanalu Moj laboratorij. Evo, prva nedelja po šolskih počitnicah, tako da dajmo začeti s čim lahkim. Hashimoto tiroiditis je avtoimuno obolenje ščitnice oziroma oblika hipotiroidizma. Toliko o tem, da boš začel s čim lahkim. To je tako, ko priješ septembra nazaj v srednjo šolo in vse profesorce že kar prvi teden sprašujejo. No, pa imamo bolj na easy. Za nama je že kar nekaj diet. Na začetku in na koncu vsakega mesečnega izziva pa sva dala tudi kri in si merila pač vse, kar se da meriti pri nas. Med drugim pa tudi ščitnico. In Bija tukaj ima Hashimoto in zato sva gledala, če se njena ščitnica kaj spreminjala. In se je, ampak pojdimo najprej po vrsti. Dajva najprej našteti nekaj najpogostejših simptomov slabšega delovanja ščitnice, mogoče se pa še kdo najde. No, prvi znak slabšega delovanja ščitnice je utrujenost. Če ščitnica slabše dela, so tudi vsi procesi v telesu upočasnjeni. Zjutraj posledično težko vstanemo iz postelje, zvečer pa nam dostikrat pade sladkor in zato napadamo hladilnik. Pri tem morate pa vedeti, da to ni tista utrujenost, ko smo cel dan nekaj delali, pa smo pač zmatrani. Gre za hudo utrujenost. Recimo jaz osebno sem morala vsako jutro, ko sem se zbudila, se najprej malo odpočiti, da sem sploh lahko vstala iz postelje. No, zdaj, ko imam pa ščitnico urejeno, pa precej lažje tudi zjutraj vstajam. Drug simptom je v bistvu pridobivanje telesne teže. Najbolj zoprni kilogrami so tisti, ki jih dobimo v daljšem časovnem obdobju. In prebava in presnova sta ob slabšem delovanju ščitnice upočasnjena in zato se začnejo tudi nabirati kile. Nekaj teh kil sem tudi jaz uspela nabrati. Najbolj opazno je bilo pa to kakšne 2 leti po porodu. Na tretji simptom je pa občutljivost na mraz. Če ščitnica dela premalo, vas bo zebel, če pa ščitnica vam dela preveč, vam bo pa kar naprej vroče. No, in mi smo končno znižali termostat iz prejšnjih 26 na nekih normalnih 23. No, ščitnica pa vpliva tudi na ženske zadeve. Menstruacija lahko postane neredna, cikli so lahko prekratki ali pa predolgi, vse to pa pahne telo v tako neugodno stanje za zanositev. Veliko pacientk se tudi na nas obrača zaradi neplodnosti, pri njih pa običajno odkrijemo tudi slabše delovanje ščitnice. Ko enkrat uredijo to, pa tudi neplodnost ni več problem. No in te znake bi v bistvu lahko še naštevala v nedogled. Dejstvo pa je, da ima trenutno vsaka 5. ženska že težave s ščitnico, delež pa se povečuje tudi pri moških. In zato je dobro poznati vse znake, da jih lahko zaupate zdravniku in jih lahko tudi odkrijete. No in kako smo odkrili pri Biji slabše delovanje ščitnice? Ker je najprej sama opazila znake, ki so jih prej naštela, sem jaz mislil, da je sam ful lena. Pa je pa dala kri in TSH je bil takrat ful visok. Sledil je ultrazvok in pa obisk tirologa, ki pa je ocenil, da stanje še ni za zdraviti. Zakaj se je tako odločil? Zato, ker je bil takrat TSH normalen. Takrat tudi še niso vedela, da je treba hormone za ščitnico meriti med 10 in 16 uro, morate pa tudi vedeti, da vsi laboratoriji ne merijo T3 in pa T4. No, po drugem obisku in po drugem mnenju, ko smo ugotovili, da nisem samo lena, pa mi je tirologinja predpisala zdravila in začela sem zdraviti svojo ščitnico. TSH se mi je na ta način lepo znižal, stran pa je šla tudi velika večina vseh simptomov, vse skupaj pa je trajalo nekje 6 mesecev. In tako prideva do hrane. Obstaja več razlogov, zakaj bi nekdo s hrano poskušal vplivati na ščitnico. Verjetno se vsi hočemo počutiti bolje, nekateri se izogibajo zdravil, napotnica za tirologa pa tudi pomeni več mesecev čakanja. No, največ raziskav v vezi s hrano in ščitnico je bilo narejeno v povezavi z jodom. Vir joda je jodirana morska sol, vendar pa je tudi z jodom podobno tako kot s hormoni, kjer vedno govorimo, da morajo biti stvari v ravnovesju. Se pravi, preveč joda lahko vodi v pretirano delovanje ščitnice, premalo pa v premajhno delovanje. Priporočljivi vnos soli je nekje 5 gramov dnevno, to pa večina žal preseže, zato bi načeloma morali imeti vsi dovolj joda. No, priporočljivi vnos joda dnevno pa znaša nekje 150 mg. In če še nadaljujeva z priporočili strokovnjakov, potem naj bi oseba za boljše delovanje ščitnice uživala uravnoteženo kombinacijo hranilnih snovi. Pravilna prehrana potem omogoča ščitnici uspešno izločanje hormonov,
Nekatera napačna prehrana pa negativno vpliva tudi na učinkovitost zdravil in zato dajmo pogledati, katera je dobra hrana pa katera je slaba. Dobro deluje zelena listnata zelenjava, kot je recimo špinača, brokoli in listnati ohrovt. Ta zelenjava je bogata tudi z magnezijom, ki preprečuje mišične krče. No, pomagajo pa tudi oreščki in semena, saj poleg magnezija vsebujejo tudi selen, ki podpira uravnoteženo delovanje ščitnice. Selen pa je tudi antioksidant, kamor štejemo tudi vse jagodičevje, maline, jagode, robide, borovnice. Dobro pa učinkujejo tudi vse žitarice brez glutena, z izjemo koruze in soje, ki pa sta žolno-črni listi. No, jod pa najdemo še v ribah, perutnini in govedini. Ta pa vsebuje tudi cink, ki pripomore k boljšemu delovanju ščitnice. No, vendar pa kot rečeno, joda načeloma vnesemo dovolj že s soljo, zato lahko nekatere ribe in alge tudi škodijo. No, katere stvari pa škodujejo ščitnici? V manjši količini naj bi oseba uživala zelje, cvetačo, redkvice in pa ohrovt. Ta živila lahko upočasnijo izločanje hormonov ščitnice. To zdaj ne pomeni, da teh živil ne smete jesti, sem pač, da jih ne jeste vsak dan. Priporočljivo je tudi manjše uživanje predelane hrane, zmanjšati je treba tudi vnos alkohola. Če ste na terapiji, potem je treba pozornost nameniti kavi. Pitje kave takoj po zaužitju tablete lahko bistveno zmanjša učinkovitost zdravila. No, mogoče pa še beseda ali dve o glutenu. Veliko je napisanega na temo glutena in ščitnice in sicer, da to dvoje ne gre skupaj. No, jaz tudi pri sebi opažam, da kadar se izogibam glutena, se boljše počutim. Vendar pa pri tem pozor, če se glutenu izogibate po nepotrebnem, si na ta način lahko nakupljate intoleranco na gluten. Ok, in če redno spremljate ta kanal, pa ste videli že, da sva preizkusila keto dieto, pa vegansko in pa še vegansko keto dieto. In ta je v bistvu brez živalskih izdelkov, je pa tudi brez glutena. In če pogledate iz videa iz takrat, potem vidite, da je bi ščitnica res drugače delala. Ampak dajmo zdaj narediti še en test. Evo, tole je moja trenutna ščitnica od danes zjutraj. Kot vidite, nič posebenega. TSH je pri meni nekje okrog 3 vedno, ampak bi si želela, da bi bil recimo tam 1,5. Ampak tako pač je. No, T3 pa je nizek, kar je v bistvu značilno za Hashimoto, ampak kri sem dala po navodilih ob 10 zjutraj, tako kot zdaj že veste, da je treba. Seveda sem pa zjutraj tudi vzela zdravilo za ščitnico. No in sedaj se bom žrtvovala za znanost in se en mesec držala teh priporočil za boljše delovanje ščitnice. Torej, izogibala se bom soji, koruzi, glutenu in vsem belim stvarem. Na ših mora sem prideti. Izogibala se bom pa tudi vsej predelani hrani, procesiranim stvarem, no na drugi strani pa bom jedla priporočljiva živila, pa bomo potem videli, če se bo pa na mestu že kaj poznalo. In tudi zato se morate naročiti na kanal, zato da ne zamudite tega videa. In da povzameva, zvedeli ste namreč že natič, kateri so simptomi ščitnice, kako jih prepoznate, katere so preiskave ščitnice, ki jih treba narediti, in pa postavlja svojo hipotezo, saj glede na opažanje, da se na ščitnico da vplivati tudi s hrano. Tole je bilo kar veliko informacij za predelati po počitnicah, a ne? Vmes, ko pa to počnete, nama stisnite like, pa delite tale video. Midva greva zdaj kuhat špinačo, pa greva pa še malo lep. Se vidimo naslednjič. Vi pa še naprej skrbite za svoje zdravje. Čau!